živijo. Na deževne dneve se pa tudi kar od znotraj oglasimo. Veš, ne moreš zuniti pod dreveščka na sončka, če pa pada dež, spet ta dež. A ni dobro, vam si še lahko narediš takoj musko, še z dežja se da musko narediti. Veš, muska pa le živa stvar. Eno dobro stvar sem slišal, da je, kako že, arhitektura je zamrznjena glasba, zamrznjen zvok. Zaradi tega, ker je... A veš, če z zvokom vibriraš nek prah, ne, recimo kamenčke ali pa pesek, droben pesek vibriraš na pločevini, se izrišejo ful lepi vzorci. No in ti vzorci so uporabljeni tudi v arhitekturi. No, arhitektura, ki je pa za mano, je pa tudi delo božje pomoči. Ni božje, ampak so pa božje roke tudi delale. In navodila so bila najbrž od zgoraj. Tu sem jaz na moji posli sedim, veš, to je lepo. Zdaj, ko sem vam v Škratovi deželi v samih 9 nebesih sem se zbudil. K Adam, šel narediti tojnk in ki pa si pa v 9 nebesih. Kamer pogledaš, vse lepo, pa vse je lepo, ful lepo. Zdaj, ne vem, kdor vidi, tudi vidi. No, skratka, zdaj ta uvod sem naredil. Veš, ko zdaj sem se že malo, jaz sem že hud ratov, ke popr. Ja, pa jade. Pejmo mi na betko. Lizardi odhajajo z našega planeta. Lizard beta ni se zlizala do konca, ampak jo je odnesel sam vrak. Ne? Vse prav, cajt je bil. V bistvu zdaj že drugič jim je zdaj spodrsano ali šlo, vse nima veze. Na BBC-ju vsi nosijo črno kravato in žalujejo za to svojo hudičevo kraljico, gamat pedofilsko prasico, da rečem kar takole direkt, in cajt je bil, da rikne. Pa sploh ni riknila, ampak je bila ubita, zato ker je mogla biti, ker genocidniki ne morejo hoditi po svetu s krono na glavi. Ja, jaz sem video o kraljici Betki naredil že, mislim, da 2 meseca nazaj, kjer sem vam govoril o tem, da je šla, ne. Pa takrat so mediji nekaj završali, pa včeraj so tudi že završali, da je umrla, pa pol, da ni umrla, pol pa niso mogli reči, da zdaj pa spet je umrla. No, skratka, umrla je. Medijsko je dano ven, mi teoretiki zarote smo o tem govorili že davno, pa nam ni bilo za verjeti, zdaj pa tudi vsi dvomljivci, ki ste dvomili v mene in v nas, počasi prihajate do točke, da smo imeli mi ves čas prav, a ne? Tako da že v unmu videu sem rekel, kdo je rekel oprosti, še noben. Ne, sej ni panike, vse ok, ne rabimo nobene hvale, ne pohvale, ne nič, je vse v redu, ampak kljub vsemu je pa sladko, ki jo dobim. Ja, ful vam hvala vsem, ki ste skontali in ste si vzeli tiste minuto, 2 pa mi napisali message stari, kakorkoli. Hvala, jaz sem ful zadovoljen. No, skratka, da gremo mi zdaj to na betko. Mediji, oni so ropotali svoje laži in jih še ropotajo, ker za Bidna še niso nič povedali, da ni predsednika, no da ne. Jaz jih sploh ne gledam, ker mi se kozla od tega, pa ne puščam, da mi negativna energija vame rine, sploh te laži idiotske, kako bi oni nas zaperali, kako bi maske, teste, porke, motorke imeli od nas, pa kako je zdaj kdo zmagal tam na eni fuzbal tekmi ali pa na derki z motorji, ki so ful hudi. Pa pej ti derkat z motorjem, če moreš. Ne moreš, nimaš ti 3 milijona na lagru in ne moreš pol zaslužiti dodatnih milijonov, če nimaš milijonov. Kako? Jaz bi bil tudi rosi, sam je treba dati kakšen motor, pa kakšen dres, pa ta jajca, pa benzin, pa gume, veš, to niso enostavne stvari. Sploh ne, zgleda sem glih kar telefon zlomil, bravo. Super mi gre, super napredujem k norcu. V vsakom pogledu sve više in više napredujemo. Ampak nič hudega, je rezervni. Ta glavni je še živ. Ne, sej nisem neki, nima veze, vse je ok. Mediji nabijajo svojo sceno. Do kdaj, dragi moji, do kdaj? Kje je točka preloma, ko bodo mediji rekli, ok, dobro, mi vam lažemo že vrsto časa. Ni te točke, dokler jim ne bo nekdo vzel tega iz rok umazanih, usranih. Jaz sem bil del medijev in vem, kako stvari funkcionirajo v ozadju, v črevesju, glih čisto vsega, ne. Vem pa, da mediji
televizijski, radijski in časopisni ena velika laž, prevara in zavajanje. Vsi se više manje naslanjajo na STA kot Slovensko tiskovno agencijo, ta pa itak poroča tisto, kar rečejo strici iz svetovne medijske organizacije ali kako že tiskovne organizacije. Saj nima veze. Skratka, laž. Laž je to, da je Biden predsednik, vendar je v planu belih klobukov mogel biti on predsednik, zato da je on kriv zdaj vsega sranja, ki ga je Amerika napeljala, se pravi člani globoke države. Jaz sem že povedal vse inštitucije, organizacije s 3 črkami, ne? CIA, FBI, WHO, vse te organizacije so riknile, NATO je tudi že razpadel, zdaj pa bomo priča razpadu Evrope, ker kot to so poimenovali, pa zdaj grem pa kar z imeni. V bistvu Dnevnik je rekel, da je genocidnik Putin, a ne? Putin je dal en dober ukaz Evropski uniji, ki ga pa seveda delo ni povzelo, pa ne samo delo, niti STA, niti nobena uradna medijska hiša, da je pa Putin dal ultimat, da plina ne bo za vse države, ki izvajajo svoje genocidne korona ukrepe. Ja? Kako bo zdaj to šlo naprej? Globoka država funkcionira na plin pa na nafto. Nova zemlja bo funkcionirala pa na eter, na brezplačno energijo, ki je tukaj in zdaj okrog nas že ves ta čas. In mater je prima, ki se rima, ki ni še ta huda zima, ne. Ja, saj sem še pesnik zraven, rad nam je, bemtiš. Skratka, Putin je naš človek, tako je Trump naš človek. Brez teh dveh bi mi bili zdaj vsi v taboriščih in lizardi ne bi umirali, tako kot so umrli zdaj. Nekako mediji morajo slediti temu, kar se jim narekuje. Situacija s kraljico pa napoveduje precej vroč september in rdeč oktober. Temu dodajamo še polno luno, ki se zgodi v današnjem dnevu. In okrog lune sem si že nekaj napisal. Klinc, jaz tu vse skup. Vse skup prinaša še dodatne simptome. Zdaj smo prišli v simptome. Prišli smo mi do vsega nahmal. Schumannova resonanca je v blackoutu. Nimamo podatka, kakšna je Schumannova resonanca. Že do zdaj je bila precej zanimive vzorce, je risala precej nenavadne. Zdaj nimamo podatka, se pravi, ali ne smemo vedeti, ali pa so enostavno signali prehudi, da bi stvari se bile zabeležene. Ne bom tle špekuliral, ker ne vem. Skratka, blackout je. To je tudi podatek, ne? Nekaj se dogaja. Zdaj, kraljica je šla, mediji so začeli to pokrivati, hvala Bogu, čas je bil. Luna bo, mi smo v vstopu v prehod v nebovzetja, se pravi, gre za vešanje stopnje zavesti, prihajamo v to Kristusovo zavest široko in nam se DNK spreminja in telo zato rabi nek svoj čas, neko svojo energijo. Zaradi tega imate vi simptome. S temu doda še polna luna. Imate težke noge, imate glavobol, imate depresivne misli. Čakaj, še vam. Kaj sem napisal? Lahko prišljete? Utrujenost, glavobol, težke noge, depresija. Eto, to sem si zapisal. Temu pa pomaga, večkrat že ponovljeno, pijete kaj vode? Voda. Hidracija je ful pomembna, ni to iz trte zvita stvar. Tudi bosa noga, stik z zemljo, zelo pomembno, da jeste čim več sveže, lokalne, sezonske zelenjave in sadja je naslednja. Da se izogibate uporabi mesa je še naslednja. Da se izpostavite sončnim žarkom, kakor jih še ujamete, je še naslednja. In naslednja, ki je, poslušajte lepo, dobro in zdravilno glasbo. Ker tu so frekvence. To je to. Blackout je bil. Mi zdaj v tem prehodu nismo več kompatibilni z narcisi.
Oni vlečejo stvari dol, mi bi radi leteli gor, oni so energetska sidra in ne dovolite, da vas zvlečejo v svoje nizke vibracije, ker tam znajo z vami manipulirati, vi pa jih žal ne morete odvleči gor, če oni ne želijo. Tako da ne se truditi spreminjati ljudi, ki nočejo z vami naprej. Tisti, ki želijo, jim podajte roko, ker ljudje smo rojeni in postavljeni sem, zato da si pomagamo, ne da se sovražimo. In mi smo bili prisiljeni, da se sovražimo. Pazi, mi smo napadeni bili. Naš sovražnik je bil in je neviden. Ljudi agresivno pobija, ampak ne z naboji, z medicino, v psiho ubija. Ljudi je pripeljal do točke samomora, da so ubili drug drugega. Delili so nas na vseh nivojih, strani v obliki držav, religij, jezikov, ras, družbenih razredov, avtomobilov, konec koncev še barvo las, in pa še če nisi munaj, ker si en drek vreden. Hecam se. LGBT in ta jajca so res jajca, ker mi smo moški in ženska, ki postaneta oče in mati in pika, stop. Niso tle geji, pa lezbike, pa še pedofili so tel biti zraven, pa transgenderi, pa undrogenderi, pa jaz ne vem kaj, vse bi ti vzgajali otroke. Ne ga srat. Oni so tel celo umakniti ime, mati in oče, ampak kot roditelj pa roditeljica. Mislim, stvarniki bi ustvarili človeško novo dušo za te stvore. Hvala Bogu, da gre stvar k koncu, ker taka groza, ki se je dogajala v ozadju, dragi moji, kakršna je bila pripravljena še za naprej, nam so bile štete minute. Resno. To sploh ni zajebancija. Eni smo to zaznali malo prej, pa smo se tega zavedali, eni pa prihajate do tega zdaj. Bravo, hvala Bogu, bolje prepozno kot nikoli, sosedu to povej, a ni že tako. Mi smo bili prisiljeni drugega sovražiti na osnovi teh delitev, ki sem prej rekel, ki so nas razdelili na vse možne koščke. Rinjeni smo bili v suženjstvo in v razne ekonomske krize. Ves čas smo bili prisiljeni. Uničevali smo drugega, bolj kot katerakoli živalska vrsta. No, in upanje, da se to konča in zavlada mir. Upanje je tle, ker mir je tik pred vrati oziroma za vašimi vrati. Sem odprite jih. Jaz sem v miru, jaz upam, da to je videti, da je čutiti, pa ne skozi ta video, ampak skozi vse, da mene stvari ne intrigirajo. Ok, pride v življenju stvar, ki je še za robantom. Bi mi znal tlele marsikdo to povedati, potrditi. Ampak sem kratkotrajen, jasen, eksakten, vse pa miren, navihan, zvedav in imam ogromno energije za postoriti mnogo stvari. Pa je dan prekratek, jaz bi še, sam je dan prekratek, enostavno se obrne, tu se mora nehati, naj se čas tudi neha, zakaj tudi ne pelje nikamor, kaj ne, malo se hecam. Vse, kar je zelo pomembno je, da se združujemo tisti, ki v srcu isto mislimo. Ja, kdo nam je to pel, da mi se zbratli, ki v srcu isto čutimo. No, nimamo mi to v naši himni, imamo. Prešeren je bil, ker je bil Prešeren in da ga niso marali kabalisti, je znak, da praznujemo obletnico njegove smrti. Ne? Tako so kabalisti tu vse zacahnali. Tisti, ki je bil njihov, se praznuje njegovo rojstvo, tisti, ki pa je bil naš, se pa praznuje njegov datum smrti. Pač tako ena taka izmed. Saj sem že omenil enkrat to. Ok, zdaj kraljica je mogla iti, jaz sem že naredil en daljši video pred 2 meseci, okrog tega ne bom se zdaj ponavljal, bolj pa mogoče sem temu dodam, da je kraljica zdaj ena druga. Kdo pa bi ta gospa bila? Ja, ta, ki naj bi bila mrtva, ki naj bi jo Dodi ubil, v prometni nesreči, to je princesa Diana. In to je naša nova kraljica ljudskih src. Kaj ne? Aha,
No, evo, saj se bomo pa šli čist do konca. Boste vi pogruntali, vsi bomo pogruntali, da so bile vse stvari že davno napovedane. Diana je bila kraljica ljudskih src, ja? In kaj mi zdaj iščemo in odpiramo? Naša srca, valjda. Ja, to je nekako to, ja. Še ta podatek, Q, inteligenca, ki nas je obveščala o podatkih, o dogodivščinah znotraj te velike vojaške operacije uničevanja kabale. Q nas je opozarjal preko kapljic, Q drops, se pravi kratke objave ali pa malo, vse so bile dvoumne, težko si to razumel, jaz sem se ful časa s tem boril in iskreno vam povem, do konca nikoli dognal, kako zares funkcionira, vendar znotraj tega sem dobil kar nekaj konkretnih smernic, navodil in potrditev. Nič to tako, da prebereš 2 Q-dropa, pa ti je vse jasno, nič ti ni jasno, ki jih prebereš 50, pa začneš ti malo seštevati te kalkulacije in tako. In moram reči, da mene osebno je Q naučil kalkulirati, ne? Zato sem mogoče kakšno stvar prej dokalkuliral, kakor mogoče tisti, ki ste bili prepričani, da je Trump grd in da QAnon nekaj, to je neka idiotska fraza. Q, pa Trump, pa White Hat, to QAnon, pa tudi Trump ne pozna, tako da tudi jaz ne, da ne bo balalajke. Ampak ni zdaj tako bistvo. Q je omenil letnico 1776, nismo mogli razbrati, kaj bo. Takrat se je zgodila ena velika bitka, London, Amerika, neke kolonije, sploh nima veze, bila je operacija čez noč narejena, napadli so preko morja v nevihti v noči, skratka, taka zanimiva bitka. Mi smo probali to nekako povezovati, da gre za neko tako finalno bitko, no in seveda gre, po drugi strani pa je včeraj bil 1776. dan, ko je umrla kraljica, in 1776 dni od prve objave ekipe Q, oziroma od prvega Q-dropa, od prve Q-kapljice. Ok, sem zdaj malo se zakompliciral, ampak ja, prvi drop, 1776 dni, pa kraljica umre. Tako da neka povezava pa je in neka natančnost in neka kirurška natančnost je iza vsega tega. Kabala je strašno šlampasta in strašno butasta. White Hati in plan univerzuma je mnogo bolj natančen. Tako da trust the plan, zaupajte planu, je Trump rekel ničkolikokrat, ekipa Q pa tudi. Tako da zaupajte planu. Najbolj pomembno je, da ostajate mirni, da se umaknete od toksičnega okolja, toksičnih ljudi, hrane, slabih frekvenc, ki grejo vam v ušesa. Od tega vsega probite iti stran, da boste vi sploh pripravljeni, da se vam DNK regenerira oziroma postavi v našo prvotno normalno stanje s 12 vijačnicami, ne pa samo z 2. Eto, tako nekako. In tam not v DNK vse piše. Jaz tle ne bom pretiraval, ker nimam za vas pripravljene teme. Take širše sem bolj hotel vas malo pohecati s to Elizabetko in pa z nekimi parmi dejstvi. Sicer pa se bolj poglobim v vsebine, ki jih delim naročnikom. Tisti, ki se naročijo, pa kaj več dobijo. A ne, brez nič ni nič in brez muje se tudi muja ne obuje. Mi čevla, ne. Dajte, bote prečudovito, zabavite se, vse kaj več sem opisal je dol v opisu videa, pa še ki nazaj sem vam že vse povedal, ne bom se ponavljal. Lepe stvari se dogajajo, naj nakažem, MTK bo počas. Tam pa bo rom. Ampak ja, moram pa še
rastlinjak moram dokončati, zakaj, ker daš pada, ne mogu baku in žvaku, pa še južno si moram skuhati, ker zmlačen kot pes, ker ni ura več 7 zjutraj, ampak je 13 pa 33 minut, a vam to kaj pove? 1-3-3-3. Imejte se prečudovito tudi vi. Prima, ki se rima, vikend je pred vami, jutri pa dan brez digitalnih medijev, v nedeljo zjutraj smo pa živo. Ajde, uživajte vi na polno. Čau!